Na Jezerski promenadi so pretekli vikend svoja dela, nastala v večji meri med epidemijo koronavirusa, predstavili članice in člani društva Atelje Bled in povabljeni gostje iz vse Slovenije. Razglasitev epidemije nas je šokirala. Vse naše dejavnosti so se v bistvu takoj zaključili, zato smo se odločili, da bomo to nadaljevali doma in smo prav eno akcijo začeli Slikajmo doma. Člani so slikali doma, pošiljali fotografije in smo si jih potem izmenjavali med sabo, sebi v veselje in pa v podporo, da bo zadeva čim prej mimo in da se bomo spet lahko srečevali kot do zdaj. Na razstavi smo si lahko ogledali raznolika dela, tako po vsebini kot slikarskih tehnikah, ki so jih uporabili ustvarjalci. Tukaj na današnji razstavi je kar nekaj takih slik, nekateri pa sploh niso bili zmogli risati na to temo, tako da so tudi izbrali proste teme. Imamo pa tudi nekaj članov, ki niso v tem času ustvarili nič, prinesli so pač slike, ki so bile prej naslikane. Domače slikarsko društvo se že vse od nastanka povezuje z ustvarjalci iz Slovenije in tujine. Povabili smo pa na razstavo tudi naše prijatelje, znance iz drugih okolij, rečemo od Maribora, Sevnice, Ljubljane, tukaj iz Gorenjske so se udeležili in to nas še posebej veseli. Med tistimi, ki so se odzvali povabilu, je bila tudi Amalija Venturini iz Ljubljane. Moram reči, da to je eno obdobje informel, kjer je bil zelo uspešen Tone Lapajne in on mi je povedal, kako je svoje slike naredil, on je že pokojen in sicer je delal s peskom in z naravnimi materiali, z zemljo. Posebej je izpostavil Ljubljansko barje, zemljo z Ljubljanskega barja. On je rekel, naraven material in lepilo na trdno podlago so potem nastale te moje slike. Te peske sem pa nabirala 2 leti, pa se nisem lotila, sem druge tehnike uporabljala za slikanje, akvarel, akril pa olje. V zdajšnjem obdobju sem se pa lotila, da sem to informel se imenuje ta obdobje. Ampak moram reči, da tiste materiali, ki so mi manjkali, sem jih zelo blizu sebe nabrala. Jaz stanujem v Črnučah, kjer je opekarna, je veliko teh blata, to se posuši in tako naprej. Potem mi je pa manjkala siva barva, jo imam pa v kaminu. In zato je nastala tale slika, ki sem ji dala ime Kmečka peč. Motivi so pa, to je en motiv, ko hodim na Rašico na sprehod, ta spodnja se od Save vidi Šmarna gora, tako da so različni motivi, ampak zdaj je bil eno obdobje, ko sem se tega lotila in mi je bilo veselje in na povabilo te sekcije iz Bleda sem se pa z veseljem udeležila. Ne samo, da je slikanje olajšalo preživljanje tesnobnega časa med epidemijo, ta čas je bil tudi priložnost za odkrivanje in preskušanje novih slikarskih tehnik. Sem poskusila tudi z nekimi tehnikami mešanimi, ki jih do zdaj nisem delala. Udeležila sem se tudi enega extempora, to je bil letos prvič, nekaj posebenega v Logatcu. Tako da smo videli, da tudi drugi likovniki kar v bistvu poskušajo delati tudi v teh pogojih. Iz domačega društva smo pred mikrofon povabili tudi Judito Mandelc-Kunčič. Slika v resnici prikazuje nekakšen vodni val, vendar je nastala zaradi skupnega projekta v šoli Art House, kjer smo dobili platno in nalogo, da naslikamo nekaj z naslovom Prisluškovanje. In ta val, katerim tudi valovom lahko prisluškujemo ali poslušamo njihovo šumenje v školjkah, sem si izbrala val, ki ponazarja tudi po svoji obliki ponazarja uho. Pri pripravi tokratne razstave so društvu organizacijsko na pomoč priskočili v Turizmu Bled, občina Bled pa jim je omogočila razstavo na promenadi.
Društvo Atelje Bled pa že snuje novo razstavo na temo animalizma, ki bo julija na Blejskem gradu.